Pozdravljeni gledalke in gledalci, v novi epizodi oddaje Uživajmo v zdravju. Danes bomo spet nekaj dobrega skuhali, pojedli. Danes govorimo o zdravi telesni teži, pa hujšanju, pa dietah, pa tako, pa sem že kar malo lačen. Gremo se eno štacunco malo prej. Poglej, lepo zdrav. Ja, v redu. Kaj pa tle? Klik sem skočil po en čips, smoky, neki tasga za nehiter. A pa da je nekaj. Le, jaz sem zdaj na kupu ful dobre stvari za kosilo. Ja? Te povabim na kosilo. Imaš sajt? Ja. No, dej, pičiva. No, super. Ti, kaj pa jedla? Veš, kaj pa jedla? Fajitas, a poznaš? Ja. Ena mehiška super zadeva. Zelenjavo pa en zdrav desert na koncu. V mojem slogu, tudi malo mehiškem. A res? Obožujem mehiško hrano. The best, jaz tudi, vidiš. Tako drago niko v restauraciji. To je tudi res, veš. Ej, daj mi povej, čakaj, tebi je uspelo ful skušati, meni se zdi, ne da? Ma ja. Kaj si pa delal ti? Veš kaj? kaj? Imaš tako linijo, genialno. To kakšna dieta pa to? Diete v bistvu v resnici sploh ne delujejo, veš, tako da na to se zanašati čisto brez veze. Ja? Vsak mora najti svoj koncept tistega, kar mu je kul, karate, ja? Se včasih pregrešiti, to je ful pomembno. Dobro. In to je perfektna dieta, tista, ki si jo sam narediš. Zdravo moraš živeti, malo bolj zdrav jesti, malo več se gibati, malo manj jesti, količinsko, pa si rešil vsak problem. Čakaj, in koliko kil ti je uspel znebiti se? 18. 8, ja. Toliko imaš let skoraj. Ja, a vi? Da best, ja. Čakaj, neč hiteti, neč se zaleteti, gibati se, kaj si prej rekel, svoj koncept hrane. V bistvu si se sam držal... Pregrešiti se treba. Pregrešiti se treba. S prekrški torej, ja? To je to. V bistvu si se sam držal načina, pravila, zdravega načina življenja in pri tem sploh nisi trpel kaj preveč, bi rekel. In še vedno sem super. Zdravo, ti se že lotil, vidim, resno? Delam, ful že. Ja. Mi že teče dol, se bo. Pa jaz kar malo tako le. Ej, ne moreš še. Še ni pripravljen. Sej ta je že skoraj, no. A boš čez vodo, a kaj? No, dobro, no. Dej, povej, zakaj se glih za mehiško hrano odločil? Jaz imam zelo rad mehiško. Imam pa velik problem s tem, da kjerkoli jo pri nas v Sloveniji ponujajo na napačen način, ne? Ta tradicionalna fajitas, ki jo bova midva danes jedla, izvira od rancherosov Mexicanos, ne, dejansko iz Mehike, po enem starodavnem receptu. Pri nas se sicer trudijo, pa zelo masne pare za to zaračunajo, ampak se da zelo hitro pripraviti, zelo fajn, zelo simpel, predvsem pa ful dober je, se boš videl. Sam boš mogel malo počakati, ker vzame malo časa. Ej! Ja, dobro, kaj ne te speče, ne? A ta je to pekoč. Ta je to pekoč. Ti so malo mehne. A si ti toliko fejst lačen, a kaj? Ma ja, no. Ok, lej, piščanca imam. Zmariniram ga še, poti pa naredim en finger food. Dober. A veš, kaj je finger food sploh? Ja, nekaj s prsti. Ja, elaboriraj o tem zdaj malo, nekaj s prsti. Tole moram končati. Piščanca bova pa zdaj marinirala v sladki papriki, pa v popru, yes. To pa si videl, ne? To sem rabo. Tako, zdaj to nekako bo, ne malo stoji, ti pa priješ zdaj na vrsto za finger food. Dober. Čuj, ti študiraš nekaj, ne? Študiram filozofijo. Še zmeri. Kako še zmeri? Nisem začel. Še bom nekaj časa. Daj mi povej, kako pa ješ, kako se pa probaš prehranjevati na faksu? Zelo težko je, ne? Mi imamo sicer ponudbo študentskih bonov, to veš, ampak je tako nezdrava, da ti naredim 2 omaki. Ja, daj 2. 2. Ja. Vidiš me dost. Nimamo vseh istih možnosti, ampak se pa trudim, da se prehranjujem čim bolj zdravo. Predvsem pa, kot sem ti že povedal prej, pazim na obroke, na število obrokov, na količino obrokov, pa da je dober, ne? Tako, zdaj pa kaj ti še dam noter? Česen ti bom dal malo. Kaj, nimaš še česna? Mam. Nisi mogel počakati, zdaj pa bo. Daj mi povej, kaj pa mediji, razumeš? Ja. Ti si vseeno javna oseba, ne? Mediji te imajo zelo radi. A res, da? Ja,
Bondeda. Se ti zdi? Jaz moram najprej poudariti, da nisem shujšal zaradi tiste bitke talentov takrat, kar so vsi pričakovali, ne, ali pa mislili si. Jaz sem shujšal predvsem zaradi sebe, zaradi svojega počutja, zaradi svojega zdravja, zaradi boljšega feelinga samopodobe, delnega, ne, ni to vse. Ti pa moram povedati, da sem pa kar precej kritičen do tega, ja, ker me zelo moti, da se pravzaprav pri nas propagira glasba skozi zunanji videz, imidž, izgled, kakorkoli že. Jaz mislim, da zelo malo ljudi še dejansko poje in da tisti, ki še pojejo, imajo tudi uspešno kariero na dolgi rok, ne? A imaš rad sveže začimbe? Zelo. Super. Še to dobiš. Kaj pa, kaj si hujšal? Ja. Ali ti je kdo stal ob strani? Si iskal pomoč, mogoče pri kakšnemu strokovnjaku? Kako ti je to uspelo? Ne, to nisem, ampak težki momenti pa pri izgubi teže vedno pridejo. Zelo pomembno je, da te podpira in razume družina, mislim, da je to ful. Pa prijatelji, ne, tudi pri meni se je opažali, da so potem nekateri izmed njih spremenili svoje navade na malo boljš, kar ni nič napačnega. Ne, še pedagoško si vplivajo. No, vidiš, evo. Kaj si dal tukaj noter? Jaz sem najdel česen. Najdel si česen? Pa predtem sol pa poper, pa zdaj te že ne lovim več. A res da? Ja. Sol pa poper, zdaj pa še nekaj iz domačega vrta, ne? Boš po okusu ti to ugotovil, kaj je. A boš ti kar malo probal? No, daj probi, da vidim. Tu imaš pa še nekaj pripomočkov. Fantastično. Zraven, še dobro, da imam jaz to vedno na zalogi, ne? Malo ti bom še narezal, če ti bo zmanjkal. Fantastično. Čakaj, vidiš, to je ta prava omaka. Ni lih tzatziki, ne? Nisem se ga v Grčiji letos fejst najedel. Ampak je pa ena variacija na to. Fantastično, ko mi čakam. Po mojem si lahko vsak najstnik, a ne, preskrbi pomoč, če je rab in kadar je rab. Imamo pa tudi take šole, zdrave šole, ki imajo kuhno z prilagojenim obrokom oziroma premišljenim obrokom, a ne, obroki, in tudi svojim lastnim vrtom. V Pomurju sem bil v eni od takih. S kakšno hrano pa ajde, ti povej, ohraniš lepo, gibko, čvrsto telo? Zelenjava, sadje, Ja? ne preveč maščob, Ja? ne hitre prehrane pa. Ja? In kako te uspe to? Ne vem, Hamburgerjem, čipsom, no, kar priznaj. ja, no, jaz ne glih tega, ne jem tega tako pogosto. Ne? Ne. Kaj se pa zgodi, če poješ več kalorij, recimo, kakor jih porabiš? Ti se pa središ. A ja? Ja. Kaj pa pol? Ja. Ti si pa debele. Kaj pa ti misliš, zakaj moramo jesti večkrat na dan? Če si lačen, boš šel? Ja? Zakaj? Ja, če si pač lačen, kaj da? Če ti kaj v želodci krule. Kako pa pol ti porabiš vse to, kar si pojedel? Ti izgledaš tak Malo suhten. ven lečeš pa. Kaj delaš? Zunaj letiš ali pa malo igraš nogomet pa. Ja? Kako pa to, da si toliko večji od svojega kolega Silva? Ja, pač ješ dosti pa rasteš močjo, pa se pač to zgodilo, da se pač zrastel. Ti pa še pride na vrsto, ne, pri tebi? Aha, Tale višina. Verjetno. Ne, pravi, zakaj misliš, da moramo jesti ljudje? Ja, da smo lačni, pa energijo potrebujemo, da pač lahko rastemo, se gibljamo. Kakšno hrano bi ti dosegel ali pohranil tako telo, da bi bil ponosen na njega? Ja, da je manj jedel maščob, pa teh kalorij, pa da je več jedel sadja pa zelenjave. A je malce v šoli zdrava? Bi rekel, da je, spada v Ja, zdravo prehrano. ja, Jo imaš rad? ja, Si na malci, na drugi malci, na kosilu, kako je stalo? malce sem. Povejte, kako se vaša šola trudi za čim boljšo prehrano vaših učencev?
No, mi v zadnjem času skušamo v naš jedilnik vnašati čim bolj zanimive in drugačne jedi. Velik poudarek dajemo mi različnim namazom, zeliščnim namazom, sadnim namazom. Prav tako pa poskušamo obuditi tiste stare jedi. Naši otroci na primer ne poznajo, kaj je to prosena kaša, ajdovo kašo redko kdaj srečajo in želeli pa bi tudi, da spoznajo tudi kakšno koruzno zlivanko. To se pravi, dajemo poudarek raznim zdrobom in pa kaša. Imate tudi drugo malico, sem slišal, ne? Ja, mislim, da smo ena redkih šol v Sloveniji, ki smo se odločili, da bomo imeli drugo toplo malico. V bistvu je to malica na žlico, je cenovno zelo ugodna in skušali smo na tak način tudi našim staršem, pa seveda tudi otrokom omogočiti, da imajo res dva topla obroka na šoli. Vi ste pa vključeni še v en projekt, ne? Lokalne oskrbe z živili, je to res? Ja, na povabilo Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota smo se vključili v projekt lokalne preskrbe z živili. Želeli smo, da imajo naši učenci na svoji mizi čim bolj zdravo zelenjavo in pa sadje. To pomeni, da dobavljamo živila od malih kmetov, od malih dobaviteljev, za katere vemo, da res zelo malo škropijo in da se posvečajo resnično zdravi pri vzgoji sadja in pa zelenjave. Kakšen je pa odziv? So zadovoljni? Ja, smo mi zadovoljni, so kmetje zadovoljni, pa mislim, da tudi starši tudi, ja. Kaj pa, slišal sem, da ima tudi vaš kuhar v Šlasten, ne, v Našolski, eno specifiko. Ja, mi na primer moramo našega kuharja zelo pohvaliti. On veliko stvari sam pripravlja, sami kuhamo, to ni razdeljevalna kuhinja in on dela z srcem in dela z ljubeznijo, tako da vse, kar dobijo še nekaj zraven. Super. Kaj se pa klele za nama dogaja? Ja, to so pa naši učenci, ki pripravljajo in se učijo za življenje, bom rekla. Dobro je, da si znajo tudi takrat, ko bodo nekoč dijaki ali študenti, kaj sami pripraviti, da ne bodo živeli samo na bone. Tukaj pa je ena delavnica, ki jo večkrat izvajamo skupaj z sodelovanjem Srednje gostinske šole iz Radencev in te delavnice kar večkrat potekajo. Hvala lepa. Jaz bi se enkrat malo pridružil. Aha, Takole. te pa greva. Ste kaj napravili? Ja, nekaj se kuhati. If you only knew all the problems that a man like me has to face. If you only knew all the stupid things keep a man from this place. I wouldn't want to steer you wrong, but if you want to sing your own song, you're gonna have to lose a few. If you only knew. If you only knew all the dealing that goes on in back of the store. If you only knew how the one that's got a lot can't wait to get more. I wouldn't want to cramp your style, but if you want to make it all worthwhile, you have to have your own breakthrough. If you only knew. To a man for telling the truth. If you only knew all the scruples that go down in gin and vermouth, I wouldn't want to steer you wrong, but if you want to sing
you're gonna have to lose a few. If you only knew all the dealing that goes on the back of the store. If you only knew. If you only knew. Aki, sam še tole stresen, prid, pomagati, zaključna dela. Dosti je bilo posedanja. Evo me. Tako, zdaj pa listen carefully. Ja. Vojak na straži. Tam imaš ponu, prinesijo. Toto. A? Tole? Tole, ja. In bova tortilice, ki so jih kupila, zdrave, noter malo pogrela. In zdajle, evo, pazi zaključna dela. Vidiš, ha? Ja. To pa vse barve, ha? So. Barve, vse kar hočete, je klere not. Kaj si Maurico skuhal? Ali Maurico, ja. Čakaj, zdaj pride še the best part. Piščanski sem ga prej pripravil, preze not. In voilà, fajitas. Ok. Bova vzela krožnik. 3 vzem, ja? 3, ok, ja. En za rezervo. Bova zdaj naredila, bova zdaj to lahko umakneš, yes. In potem sva že skoraj blizu konca. Dobre. Kaj boš to salso? To so pa omakce. Fajitas namreč sestavljajo tudi omakce, ki si jih vsak sam naredi. Tako da bojo na koncu čist personalizirane za nadev. Super, ja. Ne moraš vsega, ne? Si prepričan, da so nova videa zredila od tega? Da se čist ne bova zredila, ne morem reči, ampak bova pa se pregrešila in bo prav super. Bova zadovoljna s tem, ker je bilo tako dober. To je en tek prekrškov. To je eden od mojih prekrškov. No, tortile so. Tortile bodo. Bodo. Zdaj jih že grejo. Prva je že. A mislim, da bi morali to kaj pokriti, tako nekaj ne. Kako pokrila? Kako? Bravo, vidiš, kako si snadljiv. Zdaj, otroci znajo biti zelo kruti do tistih, znajo jih zelo fejst zafrkavati, veš tiste, ki izstopajo, ne, na kakršen koli način. Vi povej, Veš kaj? Ste kakšne take izkušnje? Jaz sem jih imel, ampak mislim, da je tudi prav, da gre vsak skozi to, zato ker pol na koncu ugotoviš, da je pravzaprav pomembno samo to, kaj ti misliš, da moraš gledati nase in da je tudi zdravo in dobro lahko kul, brez tega, da se oziraš na to, kaj je okolica. Če se oni hočejo basati z neko nezdravo hrano, se ne, ti pa lahko zase poskrbiš. 1, 2, 3. Glih prav, deva. Deva. Ok, first things first. Tole narediva tako, omako malo, daj. Ja. Ok, in zdaj, kako to gre? Najprej nadevamo ta nadev, lepo razporedimo, ne preveč, ne premalj. In zdaj boš si jo personaliziral in si boš zbral salso, nacho, najn zdrav finger food, omaka, kaj hočeš? Jaz bi vse 3. Ti bi vse 3, da gre? Ja, lahko. To se pol veš meša, to nimaš kaj pomoč šparat. In malo za na konc. Bravo, evo. In kaj zdaj to pomeni? Bova pol še dokončala. Si jo zviješ, si jo zarolaš in voilà, fajitas. Mislim, to spada pod fast food. Ampak od vsega fast fooda, kar ga je, se mi zdi, da je sveže pripravljeno, z svežo zelenjavo, ki ima ogromno vitaminov, mineralov in zelo dober. In če gledaš na to, da hočeš zdravo jesti, potem je to najboljša kompenzacija, kar lahko sprejmeš. Bistvo pa je, da se ničemur ne odrekaš, ampak da ješ tisto, kar hočeš, živiš življenje, kot ga hočeš in da si to, kar hočeš. Še okusno je, pa še veš kaj. Lahko bi to v bistvu tudi tako malo zapakiral, pa vzel s sabo. Lahko. To je kar en sandvič zgleda. To pa si ti zdaj naprej nadaljeval. Bravo. Deva midva na mizo. Greva jest. Ja. Pa nam je le rata, lej. Vendar le. Kdaj se lotimo tega? Jaz se toliko tega veselim. Še vodice. Deva začeti. Reč stop. Stop. A ti ne boš? Kaj, česa? A vidiš, da imamo 3 krožnike, ne? Ja. Skaj pa še tretji pogled? Ja, zato. A si slišal. Znači, moment, trenutek.
Zato je bil tretji pogrebnik, me veseli, Živja. Pozdravljen, Joži. Pozdravljen. O, kako krasno kosilo. Hvala lepa za povabilo in presenečenje. Ja, malenkost. Veš, sva glih razpravljala, midva z Anžejem Klele o debelosti, o hujšanju, o teh stvareh sva si rekla, tole boš zihar ta pravi naslov za ta prave informacije. O, to je pa vroča tema. Jaz bi raje govorila o zdravi telesni teži kot o hujšanju. A ja? Zakaj pa je o hujšanju tak problem govoriti? Zato, ker vsi govorijo o tem, pa noben se ne loti problema na pravi način. Zato, ker so otroci in mladostniki danes res žrtve industrijske ponudbe in medijev, ki jim dnevno spirajo možgane. Pa tudi reklame neč ne pomagajo, verjetno, ne? Ja, ravno to je tisto. Mediji dnevno pravzaprav ponujajo podobo in zahtevajo podobo pretirane vitkosti, ki ni sprejemljiva, pa tudi zdrava ni več. No, in zaradi vsega tega, ker sem povedala, bi jaz raje govorila o zdravi telesni teži, kako jo dosežemo in kako jo obdržimo. Ja, tudi jaz sem se počutil precej negotovega. Mislim, da mora vsak svojo pot najti, kako pride do tega, ne? Res, ja. Ampak kako? No, kako pa pol to dosežemo, ne da bi z mučnimi dietami se obremenjevali? Ni tako težko in pravzaprav lahko še tudi uživamo zraven. In to zato, ker smo uspešni in zadovoljni. Vendar pri tem gre res za dolgotrajnejši proces, za spremembo življenjskega sloga, ki mora biti postopna. Vsekakor pa nobena dieta, te čudežne diete, ki jih ponujajo povsod, ne deluje. To je pravzaprav zavajanje. Na koncu pristanemo na istem ali pa še na slabšem, še z več kilogrami, kot smo začeli. Poleg tega pa tudi naša samopodoba trpi in je še bolj ranjena, zato ker smo se mučili in nismo bili uspešni. A so pa kakšne šole zdravega hujšanja? Ja, šole zdrave hujšanja so, oziroma jih imamo, 60 jih je v Sloveniji, v zdravstvenih domovih so, kjer recimo 4 mesece pod nadzorom strokovnjaka spreminja življenjski slog postopno, navajaš se na zdravo prehrano, na gibanje in tudi na to, kako potem, ko shujšaš, ko dosežeš zdravo telesno težo, to težo vzdržuješ, dolgoročno seveda. 4 mesece, to je ogromno. Pa ni tako zelo. Mislim, da hujšanje je kar dolgotrajen postopek, tako da 4 mesece postopoma je kar tista prava doba. Res je, pol kilograma na teden, to je tista prava mera. Kaj pa človek potem sploh lahko je? Hujšanje, predvsem ni stradanje. Ješ vse, to je zdrava prehrana, vendar z manj maščob, sladkorja, soli. Dan začneš z zajtrkom in potem nadaljnjimi 4 obroki, ki jih lepo razporediš preko celega dneva. Obroki seveda niso preobilni. Ne ješ takrat, kadar nisi lačen, iz dolgočasja, kar tako iz navade, naprimer pred televizijo. Seveda, če jemo tako kot danes, polnovredna živila, veliko zelenjave, manj mastne beljakovine, potem smo tudi dalj časa siti oziroma nismo hitro lačni. Uživamo pri jedi, pri mizi, se usedemo in si zato vzamemo čas. V bistvu ni težko, je preprosto. In točno tako, kar se ni razdelo, ne? No, in enim je tudi ratalo, ne? Ja. Enim uspe. Odlično si skuhal, res hvala za povabilo, ja. Jaz upam, da vam je teknalo. Odlično je bilo. Bilo je pa tudi zdravo in koristno. Ampak, imam še nekaj. Zdaj sem se spomnil, da imam še eno super sledico za vaju. Tole bo pa... Evo jo, sladico. Kakšno presenečenje. Ananas z medom in meto. Ti to je pa spet nekaj novega, ne? To je zelo dobro. Vsaj Ne vem, če si zame. upam probat. Bom dala tako. Hvala lepa. Špohtelc, a boš ti? A da bi jaz to prvi, ali kaj? Ne, Bo še meni naložil, ne? Ja, seveda. Koliko? Super smo se imeli, ne? Res, že hvala. Ja, takole, na koncu daje pa še nagradno vprašanje. In sicer, če hočete doseči in obdržati zdravo telesno težo, boste to najbolje dosegli. A. S športom do onemoglosti. B. Z čudežno dieto ali postom. C. Zdravo prehrano in vsaj 1 uro telesne aktivnosti na dan. Kaj pravite? Bo težko? Nagradne odgovore nam